V Slovenj Gradcu je v sredo potekala parada učenja, dan učečih se skupnosti. Osrednji dogodek tokratnih že 29 tednov vseživljenjskega učenja. Na stojnicah se je predstavilo 30 društev in ostalih organizacij, ki svojo dejavnostjo obogatijo naš vsakdan in dodajo kamenček mozaik vseživljenjskega učenja. Ob tem se je odvijalo tudi zanimivo dogajanje v Andeškem hramu, zvečer pa smo v Centru za družine lahko prisluhnili Luciji Čevnik in predavanju Petra Praperja z naslovom Izgradnja osebnosti v digitalni dobi. In prav ta digitalnost ter umetna inteligenca je letošnja rdeča nit Moccisove koordinacije tednov vseživljenjskega učenja. Tolkalca Slovenjgraške glasbene šole sta v Slovenj Gradcu otvorila letošnjo 11. parado učenja, praznik učečih se skupnosti, ki je del tokrat že 29 tednov vseživljenjskega učenja, ki celotno Slovenijo združijo v duhu učenja za vse generacije. Naš namen je, da pravzaprav spodbujamo učenje. No, in tedni vseživljenjskega učenja so ena taka lepa priložnost, ki trajajo dlje časa. Trajajo od 10. maja letos do 16. junija. Parada učenja je pa spet malo druga zgodba, sicer del tedna vseživljenjskega učenja, ampak poteka samo na en dan, na isti dan po celotni Sloveniji in letos 11. zaporedoma tudi v Slovenj Gradcu. Tedni vseživljenjskega učenja so zelo pomembni. V bistvu je naš namen, da povezujemo ljudi, da jih spodbujamo in da nekako zavestijo, da je pač to učenje, ki mu danes rečemo, pač kar vseživljenjsko učenje, ker je dejansko prisotno vse življenje naše, da jih spodbujamo in da jim tudi prikažemo ponudbo. Se pravi, tu ni zdaj samo Moccis tisti, ki nekako želi to promovirati. Dejansko se imajo na paradi učenja priložnost vse tiste inštitucije, zavodi, društva, posamezniki, ki karkoli delajo v zvezi z učenjem. Učenje je pa širok pojem. To so tudi prostočasne dejavnosti, tudi učenje nekih spretnosti, pa seveda tudi učenje kakega tujega jezika ali kaj takega. In teh, ki ponujajo možnosti kakršnega koli učenja, je bilo na dvorišču Slovenjgraškega dvorca Rotenturn zelo veliko. Zaenkrat je 30 partnerjev na stojnicah, potem so še pa nastopajoči, nekateri nimajo stojnic, tako da tu nekje med 30-35 jih je. Letos so se na Moccisu v okviru tednov vseživljenjskega učenja posvetili izzivom umetne inteligence in pričeli so z odličnim predavanjem o robotih in tudi najmlajši nastopajoči iz Slovenjgraškega vrtca so zaplesali robotka. A to glede robotov še ni bilo vse. Otroci so potem nas, odrasle, učili, kako se pleše robotka. To pa je izgledalo takole. In kar robotsko je bilo tudi geslo letošnje Moccisove koordinacije tednov vseživljenjskega učenja. Tudi strojetvor je umotvor, se pravi, tudi stvaritev umetne inteligence je stvaritev uma. Želimo namreč povedati to, da kljub tej razvijajoči tehnologiji je v ozadju vedno človek, ki s tem upravlja in da moramo z to tehnologijo upravljati pametno. Tedne vseživljenjskega učenja smo začeli z predavanjem o robotiki, danes na paradi učenja smo pa vse tisto, kar roboti in umetna inteligenca ne zmore. In ne zmore se medgeneracijsko povezovati, kot se je to dogajalo na paradi učenja, saj so lepo zaplesale učenke prve osnovne šole Slovenj Gradec. Za njimi pa naslednja generacija slovenjgraške gimnazijke. Ves čas pa so nas spremljali učenci Slovenjgraške glasbene šole. Glasbena šola Slovenj Gradec bo v sredo v okviru tednov vseživljenjskega učenja pripravila tudi zanimiv pohod po glasbeni poti od Slovenjgraškega vrtca do glasbene šole. In na tej poti bodo otroci izvedeli in videli zanimivosti o glasbi.
In glasbe je bilo veliko na paradi učenja v Slovenj Gradcu. Med vsemi generacijami je zaigrala tudi zlata generacija iz slovenjgraškega doma starostnikov, glasbena skupina M6. Skratka, zelo živahno je bilo na dvorišču Rotenturna, v katerem je tudi sedež mestne občine Slovenj Gradec. In župan Tilen Klugler je bil zelo vesel, da je bilo tako. Ja, vsako leto lepo popestrijo dopoldne ta naš atrij v graščini Rotenturn in tudi letos je tako. Jaz sem kar vesel, ko vidim toliko različnih generacij, ki se zberejo tu, kar res nekako dokazuje, da znamo medgeneracijsko delovati tudi med letom, ne samo v tem tednu, ki ga nekako naš javni zavod koordinira. Gre za seveda nacionalni projekt po celotni državi. Tudi danes so nas obiskali tu pravi ljudje iz različnih krajev, ki se predstavljajo na stojnicah in jaz sem prav vesel, da to vrsten način predaja znanja od najstarejših do najmlajših, medgeneracijsko sodelovanje poteka na takšnem nivoju, kot poteka. In ja, res lepo je pogledati ta poln Rotenturn z najmlajšimi in pa še tudi starejšimi. Se tudi vi radi učite? Učenje je tista vrlina, ki nas spremlja praktično od plenic pa vse do groba in vedno se treba na novo učiti, vedno pridobivati nova znanja, poleg tega pa tudi ta znanja, ki jih nekako imamo, predajati na tiste zanamce, ki prihajajo. In ob koncu letošnje parade učenja je društvo Swing Gradec predajalo znanje na vse, ki so se ta dan želeli naučiti plesati swing. In nastal je lep zaključek praznika učečih se skupnosti, letošnje parade učenja, ki so jo sicer zvečer uradno zaključili s predavanjem Petra Praperja in Lucije Čevnik.